V oddaji Radioaktivno ne počivamo, ne počiva niti Mev, ki je z mano na telefonu. Lep pozdrav. Dobar dan, lep pozdrav vsem poslušalcem in pa seveda posebej poslušalkam. Mev, z Narodno-osvobodilnim bendom ste skupaj spravili album. Ja, v bistvu je šel v začetku tega tedna, zelo koncu prejšnjega, je šel naš 4. album. Pravzaprav bi moral biti dvojni. Jaz sem namreč obljubil, da bom naredil dvojnega, ker sem se ujezil, ko sem mi rekel, da kako bom zdaj, da sem zadosti star, da lahko neham. Ne. Da sem mi rekel, zakaj, če v bistvu tega ne čutim in se počutim tako kot vedno, ne, vedno me polno idej in tako sem rekel, da ste videli, bom naredil dvojnega. Ne. In sem se lotil, nekaj pesmi že bilo narejenih, nekaj sem jih delal na novo, ampak potem sem gotovo, da delanje dvojnega albuma je pravzaprav vse na tak način, kot jaz delam naporno, ker je to traja posnet recimo 18 pesmi, je zame eno leto čepenja po studiu in zato sem pa rekel nič. Ko smo prišli do 13, sem rekel, zdaj pa zadosti, ker se prve že pozabljam. Alora smo končali naredili tak dokaj dolg album, mislim, da je tam okrog 70 minut, skoraj glasbe gor, ampak je na njem je 13 pesmi in sem ponosen na ta naš izdelek. Zakaj si ga potem naslovil Maneže spet, Mev? To je že cel čas v igri, ta naslov, ker je nekako se to Maneže spet je bil tako eno spremljevalni slogan prejšnjega albuma, najboljša leta. Ne. Prejšnji album je, moram reči, je šel zelo ogromno poslušalcev starejših, vse generacije. Presenetljivo, poslušali so ga starejši, poslušali so ga tudi mladi, skoraj otroci. Ne, in potem se je dogajalo, so mi povedovali tam, da so včasih, ko so dali noter album v avtu, ko so se vozili recimo na dopust, da bo slišati Maneže spet Mev. In enkrat so to govorili otroci starejši, enkrat so vozili spredaj, enkrat so starejši govorili otrokom, ko so rekli, da je spet Mefaj gor. Pač tisti album je bil tak, da so bile na njem pesmi, ki se jih je dalo zapomniti, so si jih znali spet na pamet zraven in ko so rekel, ta naslednji album pa tak Maneže spet Mev. Sporedno z izidom je šel tudi single Facebook Brigade. Govori o Facebook generaciji. Ja, v bistvu tako je, pesem je zanimivo in se je spreminjala skozi čas. Nastala je pravzaprav kot ena jezna pesem v odnosu na vse tiste, ki preko Facebooka bi radi živeli. Ne. To so tisti, ki recimo napiše, recimo kot to jaz sem danes gremo grad v kanal in piše tam jih je 500 jih zapisalo, da pridejo. Ne. Zdaj, če bi vsi res prišli, bi bilo super, ne, ampak pride jih potem 5 od tistih silnih piskovalcev Facebooka in zato sem hotel to, da je preko Facebooka se da zelo komod živeti. Ne, ni treba iti nikamor, čeprav so vsi zelo angažirani, ampak v bistvu pa nikamor ni treba iti, ker lepo doma vse opraviš in brez napora živiš to življenje. Ampak potem so pesem tako iz resne in jezne postajala smeri bolj v bistvu zafrikanska, taka vesela. Tu vsi so rekli, da pa ne moreš recimo še spada, ko je en star prdec, ki ne mara teh stvari nove generacije in ki jih imajo pač družbenih omrežij, ki jih imajo nove generacije, kar ni res, ker jaz se to čisto dobro spoznam in zato so rekli, potem so malo nek del, pa se tega reči malo hecati. In tako je nastala pravzaprav ena vesela poletna pesem, ki pa še vedno pove to, kar sem hotel povedati. Da je to generacija, žal, mislim, da so te brigade tiste, ki velikokrat počnejo stvari samo preko računalnikov, v resnici pa jih ne. Ja, zato pa je kar teh brigad nekaj. Teh brigad je dosti, konec koncev. Vsi se jezijo, vsi so hudo jezni. Ko pa rečeš, gremo pa na cesto, pa ne bo nobenega, ker tih takrat nima časa, ker ima stara mama rojstni dan. To je tako, ne. Radi bi povedali, da ne zadošča več, nikoli ni zadoščalo samo parolami. Revolucija, to je tako imenovana couch revolucija, ne, to ne gre. Mev, glede na to, da si dejal, da imaš, oziroma da je bilo pripravljenih 18 pesmi, 13 jih na albumu, potem že skupaj pol materiala za naslednji album. Ja, v bistvu imamo že
na pol posnete že 4 in če bi to hotel, bi lahko se lotil kmalu snemanja novega, ampak ne, najprej bi rad videl, da bi ta album, kolikor je le mogoče, si ljudje ga zavrteli in spoznali pesmi, ker mislim, da je to ni klasičen pop album, ker daš gor dve dobri pesmi, ostalo je pa zato, da zapolniš prostor. Jaz mislim, da je tukaj 13 skoraj da enakovrednih pesmi. Nobena od njih ni jajce, bom rekel po domače, vsaka pripoveduje neko zgodbo in jaz upam, da jih bodo ljudje sprejemali to vsako zase. Na pamet bom rekel, da sem, ali pa samo všečno bom rekel, tako da sem si želel narediti en album vrste Abbey Road od Beatlov, ker so zelo različne pesmi, ampak pol do koncu, ko veš, točno veš, katerega albuma je katera in točno veš, da kakšna sodi in jaz mislim, da ta album maneže spet ima neke značilnosti tistega Abbey Roada, tudi tukaj so od skoraj do otroških do zelo resnih skladb. In to se mi zdi fajn. Bova pa sedaj v eter spustila tudi Facebook brigade, zato Mev, beseda je tvoja. Gremo na Juriš. Na Juriš s Facebook brigade mislim, da se bo da sodi v ta poletni, vroč poletni čas, ker to pomeni še, da moramo možgane poslati na pašo, ampak da je treba pač kljub vročini, da je treba ohraniti tresno glavo. Naprej, naprej, naprej na barikade, naprej silne Facebook brigade. Dajmo na glas, zdaj gre za vas, zmaga je v zraku, zdaj je vaš čas. Naprej, naprej, naprej na barikade, naprej silne Facebook brigade. Nevidni vojaki, potomci proletarjev, anonimni junaki, forumov in komentarjev. Na boj, proti vsemu, vse je zarota, vse je problem. V vsakem trenutku pozorno sledimo, vse kar se dogaja, nič ne zamudimo. Ker ne gre, da bi zamenjal ta svet. Zraven sem bil in verjetno sem kriv, da ga ni zaživet. Mi smo molčali, ko so drugi kričali na naše ljudi. Pa ne gre, pa se nič ne zgodi. Naprej na barikade, naprej silne Facebook brigade. Dajmo na glas, zdaj gre za vas, zmaga je v zraku, zdaj je vaš čas. Na boj, proti vsemu, vedno sem zraven, pa nikamor ne grem. Mi smo generacija skritih zmagovalcev, izmišljenih imen in nizkih udarcev. Ker ne gre, da bi zamenjal ta svet. Zraven sem bil in verjetno sem kriv, da ga ni zaživet. Mi smo molčali, ko so drugi kričali na naše ljudi. Pa ne gre, pa se nič ne zgodi. Če ne gre, če ne gre, če ne gre, ko ne gre. Naprej na barikade,